Tara, najlepša hvala, ker si drznila posoditi čist novega RS-a. Boljši čas bo. Kontra smer rabam iti, kontra. Upizda. No, to, kar si zdaj videl, je bil en tak dosti beden poizkus posnemanja umetnostnega drsalca, kako drsi. Jaz sem si mislil, da imam dosti dobro podlago oziroma razmere, da mi bo uspel, pa sem fail miserably. Imamo pa tukaj za mojim hrbtom še nekoga, kar rad posnema. Lej, to, kar vidiš, sta dva primerka Renaulta. Basta Megana, sem da tistle RS, ta pa ni, ampak ga pa za voljo želja kupcev malo posnema, pravzaprav kar velik. Opremljen je tudi z opremo RS Line. Preden se lotimo podobnosti pa vzrokov, zakaj je ta avto takšen, kot je, moje bož, da ga operem, ker se veš, da imam rad umazane avtomobile v vlogo, ampak ker je preveč, je pa preveč. Kje smo ostali? To se pravi, ta prav RS, pa NRS, ki ni čist ta prav. Drugač pa RS-a sem v vlogu že dvakrat. Prvič s samodejnim menjalnikom, drugič z ročnim. Pa tudi pri opremi bilo nekaj razlik, ne, Trophy, Cup, take fore smo imeli, se mi zdi, v glavnem, ne spomnim se številke vloga, ampak sem napisal obe številki zdaj tukaj nekje, kjer je moj prst. Drži? Mimogrede, Tara, najlepša hvala, ker si drznila posoditi čist novega RS-a, zato da bom jaz z njim posnel vlog. Mislim, snemal bom s tem. Ta je tukaj zato, da malo pokažem razlike. Grafitne feltne, temna karoserija, malo je sleeper, a ni? Mogoče bi lahko celo šel z učkami mimo, pa ne bi porajto, da je. Dokler se ne bi za volanom odločil, da ti mogoče malo pokaže, česa je vse sposoben. Ok, zdaj je pa čas, da se posvetimo ta-plavemu avtomobilu. Če, kaj sem hotel reči? Imam jaz kontinentalke gor, stari, to pa sploh opazil nisem. Kjer pa imam? Winter Contact TS 850P. Torej, ta avto je obogaten z opremo RS Line, kar je jasno razvidno tudi tukaj na boku, vidiš? Ni ta prav Megane RS. Malo se dela, da je za voljo, bom rekel, izrazitejših odbijačev, pa nekaterih oblikovnih potez, seveda tudi bistveno manj košta, logično, in je na nek način rešitev za vse tiste, ki bi želeli imeti malo te RS erotike v svojemu navadnemu avtomobilu, obenem se ne bi radi odrekli udobju. Ok, zdaj pa nazaj k plaviju. Dajmo najti podobnost. Ta prva stvar, ki meni pade v oči, je tale spodnji del. Vidiš rešetko, pravzaprav gre za enako obliko kot pri običajnemu RS-u, pazi zdaj. Samo tukaj je malo ožja, malo bolj skup stisnjena, vidiš? Pa pri ta-pravemu RS-u se seveda nadaljuje vse do logotipa. Pa je pa še en element, ki je pa zelo podoben. Vidiš siv kos plastika, kako lepo zavije in objame sprednji del avtomobila. Podobno naredi tudi tale RS Line, vidiš? Tudi pri RS Lineu ne morem reči, da se prav dere. Lej, tukaj sem, športen sem, ampak je pa malo bolj je nabit in to mu paše. Mimogrede, svetloben podpis, govorim o dnevni LED luči, vidiš, tukaj je lepo izpostavljeno, v tem trenutku je tudi identičen. Zdaj pa imamo pa še nazadnje, pazi, kolesa, tudi ta kolesa na navadno Megano načeloma ne dobiš, so značilna za paket RS Line. Zadnje pa čist druga scena, ne, ker boš takoj ugotovil, kakšna je razlika. A vidiš izpuhe? Medtem, ko je RS opremljen s takim konkretnim difuzorjem, ki je tukaj dejansko zato, da opravlja svojo vlogo. Saj vemo, ne, kakšna je vloga difuzorja. Ne zdaj reči, da ne veš. A veš ali ne veš? Kaj je narod? Difuzor je, če spet ful poenostavim, tukaj zato, da avto s pomočjo zračnega toka med hitro vožnjo presesa k tlom in s tem veča nek izhodiščen mehanski oprijem. No pa še ta druga stvar, ki je zelo očitna, gre za sredinsko nameščen izpuh. Dve cevi prijeta tukaj ven. Na tej strani sta izpuha dva, ne lukence noter, pa tudi difuzor. Very funny, Pa tudi difuzor je tukaj bolj zato, da skrbi za neko športno estetiko. Da prijemo pa v kabino, ki se ti usedeš. Glavno, ker padeš noter v zid, je ena stvar tako jasna. Če sedež primerjaš s tem, a veš zakaj? Le fora je v tem, da so sedeži v pravem Meganu RS, vsaj ko pride do oblike pa osnovnega občutka, identični tistmu v Meganu z opremo RS Line. A veš, pri obliki dejansko ni razlike in tudi stopna bočne opore, tudi v ramenskem delu, je izrazita. In to mi je ful všeč, ker sedeži Megana RS so v osnovi odlični. To pomeni, da ful dobro držijo. Obenem pa ne pretiravajo s čvrstostjo, ampak so pa z Michelom hitro ugotovili dve jasni razliki. Prva je očitna, ne? Tukaj piše RS, logičen. Ta druga pa je, da je ta sedež tukaj pod ritko vsem malo bolj čvrst. Škoda zdaj delamo, zdaj hodimo iz enega v drug avto, bom razložil, zakaj, da primerjava čvrstost. Ne, ne. A je? Ja, meni tudi. In tudi prav je tako, ker v Meganu RS to voznik zahteva. Zdaj gremo pa še v avto pogledat. Zapomni si, kako te sedež izgleda. Si zapomnil? Si videl? Evo, to je pa RS Line. Vidiš obliko sedeža praktično identična.
Tudi s uradnim logotipom RS, vidiš tukaj le dva, kaj sta že to, romba. Ampak, ker se pa usedeš, je pa pikica. Ampak s tem mislim res pikico mehkejš, se mi zdi. A so pa oba, jaz pa mi še blesava. Drugač pa feeling v kabini, tudi ta volan je spod. Čakaj, a sta enaka volana? Ne, nista. Zdaj pa še volan preveriti. Veš, ker nisem prej pogledal, ker sem pital. Zdaj bom še zdaj malo nazaj, pa da pokažem tega, pa se pa še ungo usedemo. Poglej, dobro si oglej zdaj to armaturno ploščo, vključno z volanom. Si zapomnil, poglej, kakšna je sredica. Ok, zdaj pojmo pa tja. 3, 4 zdaj. Evo, vidiš razliko? Pojmo zdaj nazaj. Pa spet sem. Pa nazaj. Pa spet sem. Drugač pa drugih večjih razlik pri primerjavi obeh kabin praktično ni. Ajde, mogoče tale fora, ne? Tukaj imaš aluminijasti stopalki, gas, bremza, logično. Tale del je plastika. Jaz sem pa že enih kilometrov naredil, nekaj laufam med enim pa drugim avtom. Tukaj gre za enako zadevo, samo da te aluminij pozdrav še na levi strani, vidiš? Dobro, pa tudi na pragu piše Renault Sport. Kaj sem pa jaz zdaj ugotovil, stari. A lahko jaz dal potegnem, imaš ti? Ta raboš, ki je huda, lahko, ker to je tok door feeling. Nagi. To ne bo pa sedel zdaj. Ok, to je to. Jaz mislim, da sem bil dovolj izčrpen, da ti je zdaj jasno, kaj pomeni RS Line, če to vidiš na kakšnem Meganu. Zdaj pa ta pravega RS-a bova dala v kraj, avto je čisto. A je avto že utečen? Koliko ima kilometrov? 800, veš. Moramo še malo počakati. Mogoče se spomladi spet vidimo, pa kaj naredimo. No, ta jih pa nima 800. Pa sem jaz Mišelu predlagal, da narediva eno tako čisto kratko progo, pa greva pogledati, kdo je hitrejši. Challenge accepted! Zdaj, a veš, v čem je fora, ne? Mišel je za volanom precej spreten, veliko dni na leto preživi na dirkališču, lahko rečem, da je precej hiter. Pogoji so zelo jasni. Športni program, ampak vsa stabilizacijska elektronka vklopljena. Najprej si moram nastaviti volan, pa pravilen sedežen položaj, vsak ima 2 poskusa. No pressure, Ciril. Dajmo. Gas! Nora! Koliko sem pelil? Minuto pa 9, pa 200 tinki. A grem kar takoj še enkrat? Boljši čas bo. Kontra smer. Jaz ne vem, kdaj sem se nazadnje v avtomobilu, ki ni off-roader, zabaval pri tako nizki hitrosti. Jaz mislim, da sem sekundo boljši. Minuta 7:89. Sekundo! Notranja urca je dobra. Ok, stari, izvoli. Mile. Ja, veš kaj? Nisem štopil. Bomo iz videa zračunali. Se pravi, zdaj vas računam. Minuta 11, ja pa minuta 11, ne? Ja. Dobar je. A je šlo po 11, sem zboljšal? Kaj praviš? Po mojem sem zboljšal. Minuta 7:63. Nisem pa? 89. A lahko še manjša razlika, ne moreš šoriti. Čestitam, stari. Ja. Jaz sem imel pa že pripravljene razloge, mislim izgovore. Tle si doma, ne? To je isto, kad bi se jaz pogro z basketom skozi proste mete. A ja, ne si tam si to dober. Ok, zdaj pa to res to. Meni so bile ene stvari razjasnene, recimo to, da sem bil koliko 26 stotink počasnejši. Ampak sva pa oba a sva uživala. Ful je bilo noro. Pri koliko nizki hitrosti. Moraš vedeti, da ti 30 km/h lahko prinese tako veliko radosti. Ja, znaš, to je to. Zdaj veste, kakšna je razlika med RS Line in RS. Konjev se valjda sploh dotaknil nisem. Konec koncev bomo posneli tudi vlog sladko-kisle z Meganom, ti si pa pol čisto druge vrste vsebina. Tam se lotam pa tudi motorja, voznih lastnosti in tako naprej. Koliko ima konjev RS? A RS? Ja. 280? Več. Koliko? 300? Ja.